Oče, združi nas. Oče, združi nas, da bo svet spoznal, da si nas i poslal. Oče, združi nas. Kako prijetno in dobro je, kjer v složnosti bratje so združeni. Tam Bog obljublja svoj blagoslov, večno življenje. Hvala Jezus in Marija, vsi spoštovane gledalke, oziroma cenjeni gledalci, vsi, ki ste danes z nami, lepo pozdravljeni vas, vse skupaj lepo pozdravljeni iz Murske Sobote. Danes bomo govorili o Svetem pismu, branju Svetega pisma, prebiranju Božji besedi in prav je, da ste v naši družbi in pravkar bomo besedo predali gospodu Benjaminu, ki prihaja iz Svetopisemske družbe v Ljubljani. Želim vam lep in dober sprejem. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, še vedno sem oddaji Pot poti. Prej sem omenil gospoda Benjamina Sitlerja, z nami pa je tudi veličanski duhovnik Leon Novak, tokrat prvič v oddaji Pot poti. Dobrodošli. Hvala, se povabilo. Kako vas je pravzaprav pot pripeljala v duhovniški poklic veličanskega duhovnika, morda na kratko? Torej, odraščal sem sam v duhovniški družini, tudi moj oče je bil duhovnik in pa senior evangeličanske cerkve v Sloveniji. Senior je bil takrat kot predhodnik današnjega škofa. Tako da sem se z Božjo besedo srečal že v mladih letih, rad sem tudi prebiral Sveto pismo in to me je na koncu potem pripeljalo do tega, da sem se odločil za študij teologije. Študij teologije sem potem opravil na Dunajski univerzi oziroma evangeličanski fakulteti in po končanem študiju prišel potem tukaj službovati v evangeličansko cerkev v Sloveniji. Morda med katoliški in oziroma so vaši duhovni krščanski poročenja, malo družine. Ja. Je to v prednost? Torej, kot veste, imamo evangeličani možnost, da naši duhovniki in duhovnice službujejo v obliki celibata, ravno tako kot v rimokatoliški cerkvi, ali pa da se odločijo za družinsko življenje, to pomeni, da se pač poročijo in da potem imajo tudi svoje družine. Glede na duhovniški poklic je na eni strani seveda to tudi prednost, kajti ljudje se potem lažje nekje zaupajo duhovniku, ker pač izhajajo iz tega, da duhovnik razume njihove težave in pa probleme, ki jih imajo pri vzgoji otrok ali pa v družinskem življenju. Na drugi strani pa seveda družina trpi, ker je pač duhovniški poklic takšen, da moraš biti neprestano ljudem na razpolago. To pa pomeni, da določene stvari, ki si se jih dogovoril z družino, včasih odpadajo, ker se pojavijo stvari, ki jih prej nisi vkalkuliral, na katere nisi računal in to seveda včasih povzroči težavo, je pa seveda oboje v blagoslovstvu. Še preden vas vprašam o svetopisemski družbi oziroma svetem pismu, za kar sem vas tudi povabil pred televizijske ekrane, vas moram vprašati, pravzaprav, kako vi vidite Primoža Trubarja in kaj je prinesel Slovencem? Verjetno niti Slovenci ne bi sedaj govorili slovenskega jezika in marsikdo bi se s to tezo tudi strinjal. Ja, kot veste, letos praznujemo Trubarjevo leto, kajti letos obhajamo 500 let njegovega rojstva in v tem letu je bilo veliko proslav, tudi veliko strokovnih seminarjev, ki so obravnavali Trubarjevo delo in pa Trubarjevo življenje. In eno izmed teh dognanj, ki so bile v tem času analizirane, je, da je Trubar bil, kot vemo, prevajalec slovenskega, se pravi Svetega pisma v slovenski jezik, da je ustanovil slovenski jezik, torej slovensko literaturo, da je dal Slovencem njihovo narodno identiteto in pa da je tudi prvi ustanovil biblijski zavod, torej svetopisemsko družbo, kot jo poznamo danes in sicer skupaj z baronom Hansom von Ungnadom.
Verjetno je to poznam po katekizmu, pa abecedniku, ki je bil verjetno prvi preveden v slovenski jezik. Tako je, kot veste, je to bila prva knjiga, ki je bila izdana v slovenskem jeziku. Trubar je najprej želel seveda ljudem omogočiti to, da se naučijo brati in pisati, kajti protestantizem izhaja iz tega, da naj vsak človek v svojem jeziku prebira Sveto pismo, da bo spoznal Božji nauk, da se bo osebno odločil za način življenja, to se pravi, da se bo osebno odločil za življenje z Jezusom Kristusom na podlagi Božje besede in zato so se ljudje morali naučiti brati in pisati. Katekizem je seveda kratka razlaga krščanskega nauka, torej stare zaveze, 10 Božjih zapovedi in pa seveda nove zaveze in pa kot nadgradnja tega se je potem začel prevod Svetega pisma. Kaj naj pomeni Sveto pismo vašemu verniku v vaši evangeličanski cerkvi? Čeprav to velja tudi za rimokatoliško cerkev in tako naprej, ampak predvsem mislim na vašo cerkev. Torej, Sveto pismo je, kot veste, knjiga Božjega razodetja, ki je vir in merilo našega življenja in našega učenja. To pomeni, da je Sveto pismo tista osnova, na kateri se gradi cerkveno, duhovno, versko življenje vsakega kristjana in pa tudi naše evangeličanske cerkve. Sveto pismo je torej tisti medij, ki nam ga je Bog dal, da po njem spoznavamo Božjo voljo za naše življenje, da spoznamo, kakšno ljubezen ima do nas Bog, da je za nas, za naše grehe in za našo odkupitev daroval svojega Sina Jezusa Kristusa in da na podlagi vere, to je verovanja, zaupanja in ljubezni do Boga ter do našega sočloveka živimo tako, kot si je Bog to zamislil za nas. Sveto pismo je torej pot, ki nas vodi k odrešitvi, je merilo in vir našega življenja in verovanja. Je takšno druženje v branju Svetega pisma dobro, kot je tole 3 dnevje v Murski Soboti? Kaj vam pravzaprav to pomeni, ta ekumenski duh druženja? Mislim, da tega v Sloveniji premalo in da je to zelo, zelo potrebno. Torej, kot veste, je to zdaj prvi ekumenski svetopisanski maraton v Sloveniji, kjer sodelujejo vse 3 cerkve, tako rimokatoliška, evangeličanska in pa binkovšna cerkev. Vse 3 cerkve imajo tudi Sveto pismo kot osnovo za svoje učenje, za svoje življenje, za svoje delovanje. In zato nas Sveto pismo in pa krst v trojedinega Boga, v imenu trojedinega Boga, Boga Očeta, Sina in Svetega Duha, združuje. To je torej tisti temelj, na katerem lahko vse 3 cerkve skupaj gradimo in to branje Svetega pisma nas povezuje kot brate in sestre v Kristusu. Torej, Sveto pismo je za vse 3 krščanske cerkve tista osnova, ki nas združuje in zaradi tega smo zelo veseli, da lahko v teh dneh od 5. do 7. septembra sodelujemo pri tem ekumenskem svetopisanskem maratonu. Sam sem osebno vesel, da gostim krščanskega duhovnika, tokrat prvič v krščanski oddaji Pot poti, ki je vidna po celotni Sloveniji, pa tudi po spletnem portalu RKC po celem svetu. Kakšna razlika je med rimokatoliško cerkvo in evangeličansko cerkvijo? Ali morda več berete, se pogovarjate? V čem je razlika? No, velikih razlik v tem smislu, kar se tiče verskega življenja, ni. Kot veste, so razlike v obliki strukture cerkve, načinu delovanja cerkve, torej, kot veste, se pri nas škof izvoli strani vernikov, potem tudi duhovniki so izvoljeni strani vernikov in, kot smo že prej omenili, so duhovniki imajo možnost, da živijo v obliki celibata ali pa v obliki zakonske skupnosti. Na drugi strani imamo samo 2 sakramenta, to sta krst in pa sveta večerja, ki jo delimo v obeh podobah, se pravi verniki, ki prihajajo k spovedi in deliti svete večerje v evangeličanski cerkvi, dobijo hostijo in pa tudi požirek vina.
Drugače imamo bogoslužja predvsem ob nedeljah in cerkvenih praznikih, ravno tako kot pa katoliška cerkev imamo seveda tudi veroučne skupine, potem biblične skupine, torej skupine, ki prebirajo Sveto pismo, potem mladinske skupine, se pravi, ko se mladi družijo ob različnih programih in prireditvah in tako naprej. Se pravi, ko se tiče verskega življenja, smo si večinoma zelo podobni, kar pa se tiče načina, strukture in delovanja cerkve, pa se v določenih segmentih seveda razlikujemo. Koliko je pa evangeličanov v Sloveniji? Ja, v Sloveniji je okrog 15 do 16 tisoč evangeličanov, to je zdaj različno, kot veste, se seveda do zdaj se je število evangeličanov tudi zmanjševalo zaradi manjšega števila rojstev, kar se pa pozitivno zdaj v tem letu, pa določene napovedi so tudi že za naslednje leto, spet izboljšuje, ker je tudi več rojstev. Če pogledamo še na primer, koliko je pa župnij in kje je sedež škofije, mislim, da to tudi potrebno povedati. Ja, večino župnij je tukaj v Pomurju, v Prekmurju, torej imamo dve župniji, ki sta izven tega območja, to je cerkvena občina v Ljubljani, potem evangeličanska cerkvena občina v Mariboru, no vse druge, razen Apač, pa so potem na tem območju v Prekmurju, v Pomurju in sedež škofije je vedno tam, v tisti župniji oziroma cerkveni občini, kjer je tudi škof. Se pravi, škof je izvoljen strani vernikov, ima potem tudi svojo cerkveno občino in tam, kjer deluje in živi, tam je potem tudi sedež te škofije. Če bo Bog da, bomo tudi jutri z našimi gledalci, morda bi pa pripravljate jutri v evangeličanski cerkev v Murski Soboti. Ja, kot veste, se bo jutri pri nas nadaljevalo branje Svetega pisma, ki se bo potem zaključilo v obliki ekumenskega bogoslužja, pri katerem bodo sodelovali škof evangeličanske cerkve v Sloveniji, magister Geza Erniša, potem mursko-šoboški škof rimokatoliške cerkve dr. Marjan Tunšek, potem okrajni vodja Binkošne cerkve magister Franc Kuzmič in pa predstavniki svetopisemske družbe. To bo torej zaključek, svečani zaključek tega svetopisemskega maratona in bo tudi kot neko znamenje, signal za bodoče, da se bomo kot predstavniki vseh treh cerkva, pa tudi drugi kristijani prizadevali, da bi nas Sveto pismo družilo, da bi se krepili v branju Svetega pisma in da bi tudi to sporočilo Svetega pisma, da Jezus reče, da naj se ljubimo med seboj, prenašali v našo družbo in v okolje, kjer živimo. Morda še kakšna misel na koncu daje našim cenjenim gledalcem sporočilo? Ja, želel bi si, da bi si vsak Sveto pismo v svoje roke, kajti kot smo že prej omenili, to je bil velik dosežek, da ga imamo v svojem jeziku. Slovenci smo postali 12. oziroma 13. narod na svetu, ki je v 16. stoletju dobil Sveto pismo v svojem jeziku. To je nekaj zelo velikega in lepo bi bilo, da bi si vsak vzel toliko časa, vsak dan, da bi prebral odlomek Svetega pisma, kajti Sveto pismo je Božja beseda, preko katere nas Bog nagovarja in Bog nas preko svoje besede blagoslavlja. Bog pomiri našo dušo in naše srce in to je v tem času, ko doživljamo veliko stresov, veliko problemov, zelo pomembno. Zato je zdravo, bom rekel, tako na telesnem kot duhovnem področju za vsakega človeka, da si vzame ta čas, da si vzame to zdravilo, ki nam ga Bog podarja Sveto pismo in da ga dnevno prebira. Gospod evangeličanski duhovnik Leon, jaz se vam zahvaljujem za tale kratek pogovor v svojem imenu, v imenu naše televizije in seveda naših cenjenih gledalcev. In vam želim vse dobro na vaših in tudi življenjskih poteh vaših vernikov. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Nasvidenje. Hvala Jezus in Marija. Z nami je duhovnik, kaplan Boris Tibaut iz župnije, oziroma to je mursko-soboške stolnice v Murski Soboti, ne? Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Morda besedo, dve, gospod kaplan, da se nam predstavite. Izvolite. Ja, sem Boris Tibaut, doma sem iz župnije Črenšovci, iz
vasi Žižki. Sem kaplan tukaj v Stolni župniji v Murski Soboti. To svojo službo opravljam že približno 1 leto in se predvsem vključujem v to živo župnijsko življenje, ki je tukaj v Murski Soboti navzoče. Kakšna je pravzaprav dolžnost kaplana v župniji? Verjetno to je ena izmed služb v cerkvi. Ja, in vsaka služba v cerkvi je najprej zaznamovana služenjem. Tako najprej služim Bogu pri oltarju, ki je hkrati tudi služba ljudem. S tem so povezani tudi ostali zakramenti, ki iz Evharistije izhajajo. Potem služim Gospodu kot oznanjevalec Božje besede, služim kot katehet, poučujem verouk, srečujem se z mladimi in seveda želim biti na razpolago tudi ostalim skupinam, ki v naši župniji delujejo. Bodisi, da so to molitvene skupine, karitativne skupine, glasbene skupine in tako naprej. Kako vi vidite srečanje, branje Božje besede, to, kar se danes dogaja v vaši stolnici? Črka je lahko mrtva, zato je potreben človek, da jo zopet oživi s svojim glasom. In ravno to se v teh trenutkih v naši stolni cerkvi dogaja. Božjo besedo ljudje, ki je... Zdaj treba malo brisati. Trenutno se v naši stolni cerkvi oznanja Božja beseda, kar pomeni, Božja beseda je nastala kot človeška beseda, saj so jo zapisali različni ljudje, različnih sposobnosti, različnih družbenih slojev. In to je cerkev prepoznala kot Božjo besedo. Božje sporočilo, ki po ljudeh prihaja k ljudem. In ravno to se v tem trenutku v naši stolni cerkvi oznanja s tem, ko se Božjo besedo bere. Smo si tako verniki različni, tako kot se gleda na prvi pogled, verjetno ne? Verniki smo ljudje in to je najbolj pomembno, da vsak človek najprej zaživi kot to svojo človeško podobo, ki je pravzaprav Božja podoba. In k temu nas Božja beseda tudi vabi. Saj že samo ime pove, Božja podoba, Božja beseda. Človek ustvarjen po Božji podobi. Tako Božja beseda pravzaprav v nas prebuja in nas vabi. Naj to svojo Božjo podobo v svojem življenju prečistimo in jo živimo. Po Jezusovih oziroma po duhovnikovih rokah prihaja med nas Jezus. Sta potrebna vernikom molitev, branje Svetega pisma, zakramenti, Sveta maša? Božja beseda je sestavni del vseh zakramentov, ki jih v katoliški cerkvi imamo, prav tako ostalih obredov, saj je pravzaprav človek najprej povabljen z Božjo besedo v odnos z Bogom. Nato pa glede na različni zakramenti, tudi po različnih znamenjih, naj se bo to kruh ali vino, ali sveto olje, ali simbol vode pri krstu in tako naprej. Ljudje smo vendarle simbolna bitja, ki najprej preko besede in preko teh različnih simbolov stopamo v živi odnos s Bogom. Je pa verjetno Sveta maša tisti vrhunec, ki pravzaprav da kristijanu največ. Prav gotovo. Zato je Sveta maša nekako sestavljena iz 2 delov. Prvi del je besedno bogoslužje, kjer je ravno v ospredju ta Božja beseda, Božji nagovor človeku. In iz tega nagovora naj bi si verniki zadali vsaj en sklep, en namen, konkreten sklep za teden, ki je pred njim, kaj in kako zaživeti. In potem drugi del je pa Sveta Evharistija, kjer verniki prejemamo kruh, hrano, Gospoda kot pomoč, da ta sklep, ki smo si ga
s pomočjo Božje besede naredili, tudi zmoremo izpolniti. Kaj menite, kaj bi se dalo narediti, da bi branje Svetega pisma v slovenskih krščanskih družinah bilo bolj razširjeno, da ne bi bilo Sveto pismo nekje na polici ob prahu? Mislim, da je tukaj največje poslanstvo staršev, da vzamejo ali posebej izberejo zanimive zgodbe, zelo poučne življenjske zgodbe Svetega pisma in jih želijo približati svojim otrokom. Pravzaprav jo želijo prinesti v svojo družino kot zgodba, ki v sebi nosi vedno eno globje sporočilo, tako za družino kot celoto, kakor tudi zame osebno, zame, ki sem član naše družine. Kaj bi na koncu predlagali našim gledalcem? Glejte, zelo zanimiva se mi zdi ta misel, ki je svetopisemska. V začetku Svetega pisma beremo, da je Bog z besedo vse ustvaril, živo in neživo naravo. In kot vrhunec stvarstva je ustvaril tudi človeka in to z besedo. Tako nam Sveto pismo že na začetku sporoča, da Božja beseda ustvarja svet dobrega, svet lepega. Naša človeška beseda pa večkrat ustvari tudi svet groze, svet bolečine. Takrat, ko smo ljudje prehitri v svojih besedah, ko se užalimo ali z besedo prizadenemo. Božja beseda nikoli ne prizadene, ampak vedno spodbudi človeka k dobremu, k lepemu, k svetemu. To se doglačuje. In glejte, ravno zaradi tega je pomembno, da ljudje velikokrat sežemo po Svetem pismu in se hranimo z Božjo besedo, ki naj v nas ustvarja občutek dobrega, Božjega. K temu vas posebej vabim in Božja beseda je bila sprejeta v občestvu v cerkvi in še danes se v tem občestvu oznanja, posebej pri vsaki sveti maši. Tako vse gledalce in vse gledalke vabim, da se udeležite svete maše, bodisi v domači župniji ali v teh prijetnih, toplih dneh radi poromate v kak romarski kraj, morda tudi v našo stolno cerkev v Murski Soboti in prisluhnete Božji besedi, ki naj nas kot vernike, kot brate in sestre med seboj povezuje v dobrem. Gospod duhovni kaplan Boris, se vam v svojem imenu, v imenu naše televizije, naših gledalcev, zahvaljujem za te lepe plemenite besede. Ostanite še naprej tako zgleden Jezusov duhovnik in vam želim obilo Božjega blagoslova na vaši življenjski poti. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Hvala Jezus in Marija. Dobrodošli in lepo pozdravljeni v Evangeličanski cerkvi v Murski Soboti. Svetopisemska družba Slovenije je v 500-letnici rojstva Primoža Trubarja, prvega prevajalca Svetega pisma v slovenski jezik, priredna skupaj z Evangeličansko cerkvijo v Sloveniji, z Rimokatoliško in Nikoško cerkvijo v Murski Soboti, ekumenski svetopisemski marok. Svetopismo je namreč Trubarjev navdih, osnova in osredišče vseh njegovih prizadevanj in njegovega delovanja. Trubar je zapisal: če ljubi naj bi jih naši krajinci in Slovenci čisto prebirali, da bi ostali, kakor pravijo dobri Biblici, v Svetem pismu domači, načitani in učeni, da bi brali Sveto pismo, da bi postali, kot sam pravi, dobri biblicisti, v Svetem pismu domači, načitani in učeni.
To je torej, kot je poudaril Škoferniša pri svojem slavnostnem pogovoru o radencih, Trubar Slovence ne želi deliti, temveč povezovati na podlagi Svetega pisma. Lepo znamenje takega povezovanja je bil ravno danes zaključen ekumenski svetopisemski maraton. To je bil prvi in upam, da ne zadnji maraton v neodvisni Sloveniji, pri kateri so sodelovali evangeličanstva, Pinkošta in Rimokatoliška cerkev ob izdatni podpori Svetopisemske društve Slovenije. Tako so evangeličani in Pinkoštniki brali Božjo besedo v Rimokatoliški cerkvi, rimokatoliški verniki pa v evangeličanski in Pinkoštni cerkvi. Poudarek je bil torej na Božji besedi, ki nas rešuje, združuje in povezuje. Upam, da se bomo tudi naslednje leto lahko zbrali, da bi slovesno obhajali zaključek drugega ekumenskega svetopisemskega maratona. Želim nam vsem Slovencem, da bi nas Božja beseda nagovorila, da bi se med seboj spoštovali, ljubili, eden drugemu pomagali in si stali ob strani. Hvala lepa. Visoko spoštovani gostje verskega, političnega, kulturnega in drugega življenja, drage sestre, drage bratje v Jezusu Kristusu. Ker vas je domači gospod duhovnik že posamično in poimensko lepo pozdravil, vas jaz pozdravljam vse skupaj v Gospodu prisrčno. Počutite se v tej naši lepi cerkvi, na tem svetem kraju, prijetno in lepo. Dragi zbrani, sestre in bratje v Kristusu, zaključujemo letošnji svetopisemski maraton, s katerim smo prvenstveno želeli čim več ljudi približati Sveto pismo, njeno vsebino, njeno govorico. Letos pa v Sloveniji o 500-letnici rojstva in krsta Primoža Trubarja še posebej veliko govorimo o besedi, jeziku, knjigi, materinščini. Dovolite mi, da za začetek tega kratkega nagovora tudi sam preberem kratek odlomek, za katerega menim, da lepo sovpada v današnjem bogoslužje. V 78. psalmu beremo: Odprl bom svoja usta, dal bom žuboriti uganke iz davnine, kar smo slišali, reči, ki jih poznamo, in so nam jih naši učitelji pripovedovali. Ne bomo jih prikrivali pred njihovimi sinovi, temveč bomo pripovedovali poznejšemu rodu o slavnih Gospodovih delih in njegovih čudežih, ki jih je storil. Sestre in bratje v Kristusu, ali ni čudovito in ali ni lepo, da se danes smemo pogovarjati v naši lepi materinščini, našem lepem materinskem jeziku? Kako lepo je, da smemo našim otrokom, mladostnikom, ljudem v zrelih letih, pa tudi tistim s morda že osemelimi lasmi, prebirati naše slovensko sveto pismo, ter se iz njega učiti življenja in za življenje.
ne z malo ponosa lahko povemo, da se je to v veliki meri zgodilo s pomočjo in po zaslugi človeka, katerega portret imamo tudi danes na našem oltarju. In je, dovolite, da to povem, duhovno danes med nami prisoten. To je naš, od vseh nas Primož. Kot duhovni služabnik prave Božje cerkve je Trubar vzorno in do skrajnosti deloval odgovorno in tudi uspešno. Odprl je svoja usta, če si nekoliko prikličemo v spomin besede psalmista, in dal je žuboriti ugankam iz davnine nam razumljiven jezik. Marsikaj je nedvomno slišal tudi od svojih prednikov, da lahko na najbolj razumljivi način je nekoč povedal svojim sodobnikom in danes pravi tudi nam. Nič nam ni prikrival. Božjo besedo je govoril vneto in pridigal naprej. Ljubeče je želel, da bi razumeli, kaj pravi Gospodova beseda. Klical nas je k stanovitni veri, kot Kristusov služabnik in Kristusov duhovnik. Besede vere in poguma je torej imela v njegovem življenju in v življenju njegovih najpomembnejšo nalogo in vlogo. Beseda, ki uči, vzgaja, tolaži. Beseda, ki prinaša luč, kjer je tema, ki prinaša tolažbo, kjer je nemir. Beseda, ki dviga ranjena srca. In vse to dela beseda. Beseda, ki pa ve velikokrat tudi ostro in globoko raniti. Ja, beseda ve tudi zrušiti mnoge ideale, mnoge načrte in cilje. In prav, ter potrebno je, da je beseda Boga korektiv našim ljudskim besedam, da je vzor našem Bogu, ki je marsikaj sovražen, osoren in neprimeren. In zaradi tega Božja beseda ne sme izginiti iz naših življenj. Ne sme biti zamolčana, kot pravi psalmist, in to je opomin. Velik opomin nam in vsem rodovom, ki bodo še prišli. Ne smemo to besedo zamolčati. Ni našim otrokom, ni našim vnukom, našim zanamcem, ki bodo v ta svet še prihajali z željo, pa tudi pravico, da bi živeli srečno in lepo življenje. Vse bolj in bolj se moramo zavedati, da je Sveto pismo odgovor za marsikatera temeljna vprašanja našega življenja in našega bivanja tu in zdaj, in seveda tudi v eschatološki perspektivi. Branje Svetega pisma, kateremu smo bili priča v naših cerkvah in smo mu vedno znova priča, ko se zbiramo v tej skupnosti, k temu komuniju. Ne dvomim in trdno verjamem, da iz tega dela, iz tega našega početja izhajajo dobri, plemeniti sadovi. In to je izraz, če počasi sklenemo misel,
da je naša dolžnost od Boga nam naložena, da se zavzemamo za lepo skupno življenje. Kajti, če Bog skupaj z nami vodi našo pot, ljudje preprosto nimamo pravice, da mu ne bi sledili, da bi se izključevali, da bi se delili, da bi se sovražili. Prihodnost, po mojem, pripada tistim ljudem. In tisti ljudje bodo, po mojem, imeli Božji blagoslov, ki verjamejo, da je le sodelovanje in sobivanje, ne glede na vse razlike, edina pot, ki si zasluži in si bo zaslužila Gospodovo pozornost in podporo. Je res, da to pot ni vedno lahko hoditi in zahteva mnoge žrtve od nas. Verjetno nekrat tudi dvomimo v to, ali je vse to res, kaj nam pravi ta stara knjiga, imenovana Biblija, ki pa je vedno in kljub vsemu moderna. Morda dvomimo. Pa vendar, zamislimo se tudi nad besedami teologa Hansa Kühna, ki je zapisal: zame je vprašanje razumnega zaupanja, ali verujem v Boga, v smisel življenja in v posmrtno življenje. To je tveganje, toda pametno tveganje. Verujem v Boga, tudi zato, ker sem pretehtal vse razloge, ki govorijo proti njemu, toda nisem le prepričan. Prepričan sem in verujem, da je to branje Svetega pisma, branje Božje besede po naših cerkvah, kjer smo si seveda vedno znova priklicali v spomin naše zaslužne može, Trubarja Dalmatina Pizmiča, Karloša Krelja, tudi mnoge druge katoliške duhovnike. Upam in sem prepričan, predvsem pa verjamem, da je to branje Svetega pisma tudi iz našega življenja morda malce prispevalo k temu, da smo odpravili razloge, ki govorijo proti Bogu. In zaradi tega je to, kar smo učili, bilo smiselno in bilo potrebno. In zato od Gospoda blagoslovljeni. Amen. Verniki, Božja beseda. Vsi voditelji krščanskih skupnosti in verniki posameznih krščanskih skupnosti. V teh dneh sem bil na poseben način povezan z apostolom Janezom, katerega začetek evangelija smo danes pri tem bogoslužju slišali, in z apostolom Pavlom, ker sem včeraj se vrnil iz Turčije, ker sem romal k sedmerim Janezovim cerkvam, katerim piše pisma in imamo ohranjene v knjigi Razodetja. In na začetku, v 3. vrstici 1. poglavja Razodetja, je Janez zapisal: blagor tistemu, ki bere, in tistim, ki poslušajo besede tega razodetja in jih izpolnjujejo v življenju. In glejte, ali ni ta beseda blagra, ki jo je Kristus v videnju
izrekel apostolu Janezu, prav posebej bila namenjena in je namenjena v teh dneh vsem, ki smo se zbirali na tem svetopisemskem maratonu. Tistim, ki ste brali, blago tistim, ki bere to besedo. In tistim, ki ste prihajali poslušati to besedo. In blago vsem, ko bomo in koliko nam bo uspelo z Božjo pomočjo to besedo tudi uresničiti, v življenju izpolniti. Blagoslov prinaša Božja beseda. Kristjani verujemo, kakor smo slišali apostola Janeza, da je edina Božja beseda tista, ki jo je Oče iz ljubezni enkrat za vselej izgovoril na svet in se je očlovečila v Jezusu Kristusu. To je Božja beseda v polnosti. Ena beseda bi lahko rekli, ki v sebi vključuje vse. Vse, kar je potrebno, da je Bog razodel človeka. In nekaj tega, kar je Jezus Kristus prinesel v svet, izrekel in storil v tem svetu, je zabeleženo v človeški besedi, upisani Božji besedi zato, da je lahko prišla tudi k nam, tudi k meni in tebi. Ta edina Božja beseda, ki je, kot smo že danes nekajkrat slišali, luč naših nogam. Božja beseda je luč naših nogam. Zato, ker je Božja beseda resnica, ne človeška, ampak edina resnica, ki je Božja. In kdor bere, ter posluša to Božjo besedo in pusti, da ta Božja beseda prepolni vse njegove plasti, duha, dušo in telo, misli, čustva, besede in dejanja, ta postaja na nek način ponovno utelešena Božja beseda. Postane orodje, še bolj močno, kakor so črke, pisave in jezika srednjega našega sveta. Zato bi se rad zahvalil vsem tistim, ki ste brali in poslušali Božjo besedo, vsem tistim, ki ste si prizadevali za ta svetopisemski maraton, tudi svetopisemski družbi Slovenije, da je pripomogla, da je lahko, prepričan sem, letošnji, jaz sem prepričan in želim, da ne bi bil zadnji, ekumenski, biblični maraton uspel. Kajti Božja beseda ne more ne uspeti. Tudi če mi ne vidimo Božje besede in resnico Božje besede v naše vsakdanje življenje, v naše družine, prinesimo jo našim otrokom, mladim, ki danes na mnogih življenjskih križiščih tavajo in ne najdejo prave poti. Prinesimo jim to luč Božje besede. Zato starši pripovedujte Božjo besedo svojim otrokom. Vsak dan znova in znova. Božja beseda ima v sebi moč. Božjo, ne človeško. Božjo moč. Zato je ne samo luč na naši poti, ampak je tudi zdravilo naših bolezni. Lahko zdravi notranje, zlasti notranje rane. Če je potrebno zdravi tudi na telesu, a bolj pomembno je, da Božja beseda zdravi naše notranje rane, tam, kjer so boleče, tam, kjer povzročajo utrpljenje, tam, kjer povzročajo razdor in nemir, tam je Božja beseda zdravilo. In to zdravilo še kako potrebujemo. Glejte, tudi temu je bil namenjen ta maraton. Da bi tisti, ki so namerno prišli in tisti, ki so morda slučajno prišli v cerkev, pa naj bo to tukaj, v evangeličanski cerkvi, binkoški cerkvi ali v katoliški cerkvi. Tisti, ki so prišli mimo, da bi
bi doživeli razodetje te Božje besede. Andrej Frosar je bil agnostik, novinar, ki se ni zanimal za Boga in je čakal prijatelja v Parizu pred cerkvijo Notre Dame. Ker je prijatelj zamujal, je rekel, bom stopil malo v cerkev. In v tistem trenutku so redovnice pele Magnificat, Božjo besedo. In v trenutku, ne da bi z razumom razmišljal in sklepal, je rekel, sem postal vernik. Vstopil sem kot agnostik, čez 5 minut sem izstopil iz cerkve kot vernik. Božja beseda se ga je dotaknila, Božja beseda ga je osvojila in Božja beseda mu je postala luč v njegovem nadaljnjem življenju. In od takrat naprej je bil priča besede, ki se mu je zgodila. V Svetem pismu večkrat slišimo to. Prerokom in drugim, da se je zgodila Božja beseda. Božja beseda ni samo glas, ki se sliši. Božja beseda je dogodek, ki se zgodi in spremeni človeka. Bog daje, da bi se vsem nam, tudi v tem trenutku in po tem svetopisemskem maratonu, ponovno zgodila Božja beseda. Amen. Sedaj pa vstanimo in skupaj govorimo Gospodovo molitev Marija. Oče naš, ki si v nebesih, svečeno bo tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, tako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega, ker tvoje kraljestvo, moč in slava na veke. Amen. Tole oddajo bi končal z mislijo: ljubite in boste ljubljeni. Zato, dragi prijatelji, berite, premišljujte Sveto pismo. Iščite v drugih ljudeh dobre, pozitivne stvari in te vas naj povezujejo. Zahvaljujem se vam tudi vsem sodelujočim za sodelovanje. Lepo vas pozdravljam iz Murske Sobote, z Bogom. Hvaljen Jezus in Marija. Oče, združi nas, da bo svet spoznal, da si nas si poslal. Oče, združi nas. Oče, združi nas. Oče, združi nas, da bo svet spoznal, da si nas si poslal. Oče, združi nas.